Ženske predstavljajo polovico prebivalstva, v Sloveniji imajo tudi višjo stopnjo izobrazbe od moških. Toda njihova stopnja delovne aktivnosti v primerjavi z moškimi nižja, kar je v veliki meri posledica družbene kulture, družbenih norm in vlog. Družini prijazne politike in ukrepi pomembno prispevajo k zaposlovanju žensk, a ne zadostujejo tudi za njihovo uravnoteženo zastopanost na vodstvenih položajih. Podatki kažejo, da je delež žensk v Sloveniji, ki dosegajo vodilne položaje, znatno nižji od deleža moških na teh položajih, no kljub dejstvu, da so bolj izobražene. Podatki prav tako kažejo, da ženske na vodstvenih položajih zaslužijo manj kot njihovi moški kolegi. Stereotipne predstave in predsodki do žensk so tisti, ki ženske ohranijo v neplačanem gospodinjskem in skrbstvenem delu ter ovirajo njihovo napredovanje. Predstava o osebi, ki je odločna in opravlja menedžersko delo, je stereotipno moška. V nasprotju s prepričanji, da ženske nimajo vodstvenih sposobnosti, dejstva kažejo, da ženske nimajo enakega dostopa do priložnosti in informacij, ter da so še vedno podvržene moškim vratarjem, oziroma angleško gatekeepers, in moškim pravilom igre. Celotni način dela, naj si bodi pričakovanja, delovne metode, kadrovanje, urnik in organizacija delovnika, kot tudi neformalne zaprte mreže poznanstev, so prilagojeni moškim. Kar pomeni, da ženske v poizkusih napredovanja trčijo tako imenovane steklene stene in steklene strope.